Pozdravljeni ponovno v podcastu Škatla. Danes se nam je z Domnom pridružil še eden od bratov Lesar, zdaj trenutno je Jure. Manjkajoči košček. Pozabil si reči, starejši bratov Lesar, ne? In boljši, Starejši, seveda. ja, minuto imaš na svojem računu ali pa dve, no. Ampak okej, ja, Jure Lesar, lepo pozdravljen v podcastu. Ja, lep pozdrav, fanta. En lep dober večer tudi ostalim, ki tole poslušate. V bistvu lahko je tudi že dobro jutro ali pa dober dan, kakorkoli. Poljubno. Lahko bi se rekel, da sem, zdaj bomo ponovili besede že ostalih gostov, sem počaščen, da sem z vama v družbi. Počaščen. Včast mi je, da ste me povabila zraven. In upam, da bomo danes zadeli eno dober pogovor in da popeljemo tole škatlo ven iz boksa. Iz stratosfere. Tako. Okej, ja, no, kam pa bi jo ti želel popeljati danes? Kje je danes tvoja škatla? Pa mislim, da je danes, glede na to, da je danes dan pred tekmo, ko se bodo srečala naša dva največja zvezdnika, dosti jasno, kam meri naša škatla danes, v bistvu vajna. To je na tekmo med Dallasom in Miamijem in seveda med težko pričakovanim obračunom med Dragićem in Dončićem, seveda. Ja. To je to v bistvu. Daj, povej mi, koga imaš danes ti za favorita? Miami ali Dallas? Pa ne vem, za favorita težko je reči. Definitivno, če pogledamo, da Dallas igra na zahodni strani, da je v boju dejansko za končnico, da se bojo z Lakersi pa s Portlandom dejansko pomerali, borili do konca za zadnje dva mesta, takoj ko peljete v končnico, pa če 8. bo šel v... Ja, pa 7. gre tudi, tako da v bistvu za zadnje mesto se borijo. Ja, tako, se opravičujem. No, sej nima veze, kdo bo zmagal tukaj, kdo je po tvoji besedi? Jaz mislim, da bo danes Dallas pokazal svojo kvaliteto in bo premagal Miami, no. Okej, Luka, ti? Jaz se pa tukaj bolj držim Miamija. Ne vem, Misliš, Dallas. Ja, tako kot smo že večkrat omenili. Ti smrdimo? Ne prepriča me svojo igro, zdaj še Porzingis manjka. Sicer danes je neki listan, kakor game time decision. Ne bo igral, po mojem dvomam. Veš, kaj se meni zdi, da Porzingis sploh ni toliko slab, kakor vsi govorimo. Se vidiš, kaj ga ne igrajo tako dobro spet. Nisem to je spet, kakor si za kakšnega Montrezl govoril. Ja, empty stats, ja, na to sceno. Ampak veš, kaj je po mojem? Da njih samo to moti, da nimajo pol drugih vlog dodeljenih. A veš, oni imajo enka pač glede tega, kdo ima prednost, recimo, kdo ima več scoringa. Dončić, pol je Porzingis, pa so pa vsi ostali. A ne, okej, ajde, Hardawaya lahko damo na 3. mesto, ampak pa so pa res čisto vsi ostali. In zdaj, če ni tiste dvojke, po mojem, kar nekaj manjka, da bi se odločil, kdo pa bo dvojka, če Hardaway pometel, meni se zdijo 40 plus točk. Tako ni... Po mojem bi vzeli full pass v Curry, če ne bi tradali za Richardsona, ker pol Curryja bi vedel, on bo druga opcija, na metu tih bo 30, če hočeš, in to je to. Ja, sam pri Porzingisu imaš pa tudi velikrat problem, vse on nameče 20 točk, ampak kako pa pride do teh 20 točk, lahko to pride iz 15 metrov iz igre ali pa iz 30. Imaš pa tudi tukaj veliko zgrešenih. Ampak, a veš, mora si jih spet eno vzeti. Meni se zdi, da ni pol neke take dobre hierarhije, ko Porzingisa ni. Da jim to mogoče malo manjka, da bi imeli malo bolj strukturirano vse skupaj. A veš, na to je cilj. Da brez Porzingisa malo boljši igrajo. Vse pač vejo. Mislim, boljši igrajo, samo izkupiček ni tako dober. Ja, izkupiček dober, se Porzingis vse pač je še zmer neka zvezda v NBA-ju, še zmer ga moraš braniti, pa moraš biti malo bolj fokusiran na njega, kot na ostale igralce.
Ja. Ampak, če ga pa ni, se mi pa vseeno zdi lej. Pač. Dončić na žogo, 4 igralci se postavijo na svoja mesta, kjer vejo, pač, da so najbolj učinkoviti. Dončić prodre, pa poda pač enemu od teh igralcev, ta bo pa verjetno veliko večkrat zadev, pa Porzingis iz svojih trojk čez 2 roki. Ok, iz kje pa misliš, da Jaz, izhaja? če lahko samo skočim, fanta, tlele. Skoč. Jaz pač mislim, da je Dallas v zadnjih tekmah kukorkoli, premagali so 2krat Lakerse na back to back. Ja, sam Lakers tako v navednicah, no. Ok, brez Jamesa. Mislim, ne, sej tudi če so tam Davis pa LeBron, zale, tole je... Nima veze, lej. Nima veze, plaj so to pomembne tekme, obe ekipi se borita dejansko za končnico. Pač dejansko ekipa se je pokazala, kakor ena, da dihajo igralci en za drugega. Dejansko se mi zdi največji problem, ko je Porzingis v planu v ekipi, dejansko se mi zdi problem to, da kakor da ne bi ekipa dihala kot eno. Ne vem, kar naenkrat se mi, ne vem, sploh takrat, ko so se pojavile neke govorice, da se Dončić pa Porzingis ne razumeta neki najboljši, da kakor da bi se dejansko to videli tudi na igrišču in tudi ekipa na predstavah ekipa se to hitro pozna in ne vem, če je zdaj spet tak faktor Porzingis za Dallas, jaz se ne bi strinjal. No. Ja, pa se ni faktor, tako da bi gledal, da je dolgoročno njihov faktor, samo v tej igri, ki igrajo, pa je faktor, ne? Ker je pač vseeno on umeščen tukaj kot številka 2 in noben drug. Ja, no, samo on je umeščen, on je pač zaradi svojega statusa. Ampak pač igra se tudi temu prilagaja na nek način. Zdaj, če bi Porzingisa tradal, ampak to vemo, da nimaš kaj veliko dobiti za njega, pa da bi dobil eno drugo dvojko, če tako rečemo, pol bi po mojem vse skupaj bolj izgledal, ampak nima takega trade value on zale, da bi za njega kaj zelo veliko dobil. No. Zdaj že kakšen let, mislim, že par let, ne. Pa ne, vse lani, če se ne bi v play-offu poškodoval, bi on imel tak trade capital, da glava boli. On je lani, če se spomniš v Bablu, pa potem v play-offu na začetku nametal po 30 pik, brez problema, učinkovito, pač lepo je izgledal, pa poškodba, pa se pa tudi zadala več ali manj končalo vse skupaj. Mogoče bo pa spet sam rad prideti v končnico, da se spet pokaže v svoji pravi luči. Ja, mogoče, da bo takrat zasijal, ali kakorkoli temu že reči. Jaz bom samo rekel, da upam, da bo tako, ampak dejansko, kakor ste že v prejšnjih, mogoče podcastih, prejšnjih debatah pomenili, dejansko meni ta Porzingis, ne vem, še mogoče marsikomu drugemu nosi, mogoče mu delamo krivico, sploh Slovenci, ker gledamo iz strani Luke Dončića, pa da bi dejansko prvoščimo Luki, prvoščimo Dallasu, da bi pač imel neko pomoč, nekega dejansko second playerja na igrišču, dejansko, da bi bil sposoben konstantno mu nametati tam, ne vem, 25-30 točk, pa da bi bilo to nek tandem, kakor se je pač dejansko tudi napovedoval. A misliš, da je teh 25 pik tako, da moraš 25 nametati ali da moraš dobro izgledati, pa še 25 dati zraven? Definitivno je to ta druga, ne? Da je 25, lahko je tudi 15 dovolj, ne? Vsi vemo, kako igramo košarko, lahko dela marsikaj drugega, lahko bi, tudi v obrambi ima veliko rezerve, še Kristasa, ne? Včasih New Yorka, ki je igral, je dal veliko več. Zgubo je on to, ni več toliko agilen, ni več toliko eksploziven, kot je bil, to pač se je zgubil, jebi ga. To je bilo, ja, točno to pač. Dejansko se je zdaj kakor bolj, tudi ne vem, te mete ob tablo, jaz pogrešam njegove te značilne, ki so meni gre pa to na živce. Ne, ampak so ga dejansko kresile. Dejansko ne zaustavljivo, veš, nisem ga mogel brati. Če si toliko velik, je dosti boljš ob tablo metati, ker ne moreš imeti ne vem kakšnega loka, ne? In je dejansko ob tablo tudi ena taka viabilna opcija v velikih pozicijah, po mojem. Na ta met si je Tim Duncan naredil celo kariero. To je bil njegov najbolj značilen met, pa še zelo efektiven je bil. Pač ni bil sicer najbolj atraktiven,
Ja. Pač noben, Ni bil lik sam ta med, point karijere, ampak ja, dobro, ampak štekam, kam ciljaš s tem. on Ja, ni je bil teh šutov zadev malo morje, pa Ja, točno ga to. noben ni mogel braniti na tej Ja, poziciji. a veš, pa on je 10 cm večji Tim Duncan. Ja, no, samo vsem. Ne, tako pač, a veš, kakšne predispozicije ima za to. Po mojem, ja, lahko bi veliko več tega koristil, ker bi mu tudi... tudi... Tim Duncan, da je 10 cm višji od Kristapsa. Ne, da je Kristaps večji 10 cm približno. Aha, Kristaps, ja, ok. No, po mojem, da je to realno. Vse koliko je on? 2, 1, 2, 22, 2, 24? Ja, Duncan je 2,10. No, vidiš, 10 cm zihar v žepu, če ne še več. On je čez 2,20. Ja, Porzingis pa 2,21, ja, tako da 10 cm višji, tako da bi mu ta med bi mu v bistvu še bolj ugajal. Ja, veš, pa še daljše v končine, vse je tako na povečanem nivoju. Sam je pa spet, veš, večje težave s sklepi, večje sile. Ne, to je dejansko prvi problem Kristasa, ne. Te poškodbe, ne. Prevelik je za svoje dobro, se mi zdi, da. To je enkrat ena, ne. Ja. Ampak tako pač te meti, sam že to, jaz sem ga dejansko, jaz ga nisem spremljal prej, mogoče v New Yorku sem ga mogoče bežno, tudi NBA zadnji let pa pol, da mogoče da spremljam, mogoče čist popraviti zaradi Dončića, ampak jaz sem ga videl, mene je prepričal on kot igralec, da sem ga opazil dejansko na unmo Eurobasketu 2017. Sej realno, tudi v NBA-ju ga nisi mogel gledati, ker je bil tako skozi poškodovan. Ja. Pač tam je ubil, na temu Eurobasketu je ubil. No. Ja, sam so pa zgubili. Ja, da je pa Dončić zmagal, ne. Mogoče tudi tukaj zato ga tudi mogoče ne mara zaradi tega. Mogoče, kaj poveš? Pa ne, kakšne so to za mene. Misliš, da bo kje usvojil s tisto ekipo od Latvije, no. Ne, samo una tekma je bila najboljša tekma. Ja, dobra tekma je bila, no, ampak tako, a veš, Sklatu ga je pa kaj 18-leten mulc, ki še po vohu ni NBA-ja. Ja, ampak ta mulc je pa tudi svojo Eurobasket. Ja, ampak dober, sej nismo ga realno gledano zaradi Dončića, ga mi nismo osvojili. Sej on je bil takoj neki poškodovan, pa tudi tisto tekmo mu neki najbolj ni šlo, se mi zdi, da Dragić je bil tukaj pač zver, bog in bat. Dragić je bil itak prvi igralec, zato je tudi bil MVP, ampak ne, sej tisto tekmo... Smo ga pa zaradi gospoda iz Ilirije, gospod Goran Dragić, smo ga pa zaradi njega uspeli. Ja, dejansko. Mislim, ne vem, meni je tako. Jaz se mi zdi, da Dončić takrat ni imel toliko velike vloge v reprezentanci. Pa se je bil še res pač mlad. Ja. Dejansko je bil drugi igralec, kot si rekel. Pa tudi ne vem, če je bil drugi. A je bil drugi? Kaj pa recimo Dimec, ki je dober igral, pa ne vem, Prepelič, ki je takrat trgal. Ne Dimec, hecam se Dimec, Vidmar. Sorry. Ja, dober, ja. Vidmar je pa dober igral. Ja, sorry, Dimca sem imel kar v glavi. To si ga zdaj povišil v nebo. Ne, se ne, pač ja. Vidmar pa Prepelič, ja, tako. Vse to so bili prvih 5. V glavnem, ja, gospoda Dragića ne smemo tlele, mislim, in ga moramo dati kar v prvi plan. Sam kdaj se takrat Dončić že poškodoval? Se to ti kaj spomniš? Vem, da končal ni tekme. Drugi četrtini se je poškodoval. A vidiš, pač, tako. Po moje. Ni pred polčasom, definitivno. Pa tudi, če je bilo po polčasu, tudi, če je bilo recimo v tretji. Meni se zdi, da takrat ni ne vem, koliko pokazal. Mislim, tako, pač vse je bil en velik del te ekipe, ampak se mi zdi, da on je bil tak X-faktor, a veš, ker noben ni točno vedel, kaj pričakovati od njega in je pa glede na to, da nismo imeli toliko visokih pričakovanj spet, je izgledalo vse ful super. Če bi pa imeli današnja pričakovanja na tisto igro, itak pač ni isti igralec, kot takrat to tudi. To res, ja. Bi pa zgledali bedno, a ne v tem primeru. Tako, ja. Pač vse je zdaj fant že, ne vem, 3. sezono v NBA-ju, a ne, tako da. Ja, tako hitro letijo ta leta. Nekaj je dolže za sabo, ne. Takrat je bil pač v Realu in to je to. To je bilo pač največja razlika. To se še spomnim. Luka, pa si hotel reči prej. Luka trenutno ima malo tehnične težave, tako da sva ostala sama.
Nič za to. Dallas, pol praviš, da je danes tvoj favorit. Mislim, Dallas je favorit. Mogoče tudi gledam iz navijaškega vidika, ker bi dejansko danes bi pač dejansko bolj privoščil zmago Dallasu, že sam zaradi tega, ker se pač dejansko, moj dejansko stari, borijo za končnico, ne? In morajo zmagati in ni druge. Ja, se to je res. Miami pa tudi mora zmagati, sam je pa na vzhodu, ki ima mogoče malo lažje tudi nasprotnike. Pa ni tako lahek vzhod, no. To so se že zadnjič pogovarjali z Lukatom. Ni tako. Ja. Ja, po mojem, da ni taka težava tam na vzhodu. No, vzhod je vseeno za moje pojme kar zelo, zelo močen. Meni se zdi, da tudi malo mogoče preveč cenimo ta zahod, ki se nam je že malo prljubil skozi časa. Mogoče. Ampak pač recimo, če pogledava, mislim, vseeno so močni, ampak recimo 7. ekipa Portland pa Boston, ne, na vzhodu. Obe ekipe sta zelo dobre. Ne? To je res. Tako, imaš dosti primerljivo. Res je, da je pol upad, bolj, ko greš dol po lestvici, je vseeno malo več talenta na vzhodu, ampak ni, mislim, na zahodu, ampak ni vzhod tako slab, po mojem. No. Ne, definitivno ni. Sploh v unih prvih 4-5, rečemo do 7 ekip do Bostona so dejansko konkurenčne tudi vsem na zahodu, tako da bo dejansko tudi play-off. Kako pa ti vidiš drugače igro od Dončića letos, tako čez oči sodnika, glede tega pritoževanja, pa to, kar sem jaz imel že dosti enih tudi pritoževanj z mojega vidika glede te cele situacije. Kako to gledaš na to? Pa tako, glede na to, da še povem, da sem pač dejansko sodnik, ne, za basket 5-5. Dober sodnik. Kje sodiš največ? Katera liga je bila najvišja do zdaj? Zaenkrat je druga liga. Super, druga liga. To so v bistvu že skoraj najboljši. Pohvalno. Najbolj košarkarsko renomiran gost do sedaj. Med drugim soigralec, Dravlje Bulls ekipa. Tako. Nekaj medalj že imamo, nekaj bomo še dobili. Zdaj imate pa že komplet ekipo, ne? Komplet ekipa, tudi z rezervnimi igralci vred. Iz navijači. Bivšega igralca še nismo noter povabili, ampak tudi če Primož pride na vrsto. Pride. Tako da... ne vem, za sojenje glede nad Luko bi rekel tako, čist preprost. Definitivno mu ne piskajo to, kar piskajo, ne vem, superstarem, se pravi, ali Lebronu, ne vem. Samo on ni še toliko cajta v ligi, pa ni tak atlet, ne, tudi to po mojem ga malo bremza, da ni tak atlet. Če bi on bil večji atlet, kakor je, po mojem, da bi mu tudi piskali kakšne zadeve, a veš, kako so tudi, pač malo je počasen, malo je bolj buckast, pa tako, pač malo ga je iz tira vrgala, ne, če si pa ti neka mašina, kakor je LeBron James, pa veš, da ga ne vrže najmanjša stvar iz tira, no, pa tudi nič spet znam po takih flopih, ima sicer kar ene par komedij, ampak načeloma ni neki igralec, ki bi takoj zaflopnil, no, se mi zdi, da recimo na način Trae Younga, na momente Steph Curryja, to je recimo ena hiba v njegovi igri, ki jaz doskrat ne maram. Pa tako, no, mogoče da tudi zaradi tega pač... Hiba se je tudi fora, da znaš izsil favel, sam pač uničuje igro. Luka je nazaj. Luka se nam je pridružil, poglejmo ga, nasmeh na obrazu. Hvala, Luka, da si naj upočastil svojo prisotnostjo. Prisotnostjo. Tudi moja prisotnost je treba zaslužiti.
Ja, a si kaj razmišljal, še o kakšnem argumentu, zakaj danes Miami premaga Dallas? Ja, če ne drugega, se mi zdi, da veliko bolj kvalitetno igrajo, pa veliko bolj ekipno košarko. Ne vem, tudi sem že prej povedal, meni je ful všeč Jimmy Buckets. On mi je eden izmed najboljših igralcev trenutno v ligi. Tudi njegova statistika ni tako slaba, skoraj triple-double dosega. Sam ni tako dobra. Kaj ni tako dobra? Mislim, glede procentov. Mislim, dobro, ampak imaš vse en pa še Bema Debaja, pa imaš Duncan Robinson. Ne, vem, sam za 3, pa z 20% se pa ne boš meni zmazal. No, dobro, ne, Jimmy Butler nikoli ni bil znan po metu za 3. Lani sicer v Bablu je cepil, mislim, sam lani generalno gledano sezona je bila dosti slaba, 24,4%, predtem pa tam 35, eno leto celo 37 in to je pa... V play-offu je pa imel pa blizu 40%, če se ne motim. Dobar, v play-offu so tudi zgubili finale, tako da tudi takrat je nekaj zmanjkalo. Ampak tako, glede na to, koliko dober proste meče, pa zakaj so trojke toliko slabe, to je še slabše od DeRozana, pa ga njega skozi blamiramo, koliko je slab šuter. Moramo se začeti o Jimmyju Butlerju pogovarjati, še slabše kot DeRozanu? Ne, to zih ne, pač to je ena slaba sezona. Sam, v čem je pa Jimmy Buckets boljši od Demarja? V obrambi. Veliko boljši. Pa tudi ni slab Demar? Ni slab, ampak je Jimmy Butler veliko boljši. Pa tudi v napadu, sicer dobro, Demar DeRozan sicer ima pač je veliko popravil v napadu, včasih je bil zelo enodimenzionalen igralec, pač si mu dal žogo, je bil pa mid-range jumper, ki ga je običajno zadev. Jimmy Butler pa veliko več da na ekipno igro, veliko več podaja, veliko več kaj gre na skoku napadu, pa kakšne te hustle playe, se mi zdi, da Jimmy Butler veliko več kot naredi, kot pa Demar DeRozan. Ne vem, Demar je meni tako, mogoče letos kar bolj všeč kot Jimmy. Dobro, ne, še letos ima DeRozan fantastično sezono, to mu ne moramo vzeti, ampak tako nasploh, če gledamo pač vso celotno kariero. Meni se zdi, da je vsem Jimmy mogoče malenkost precenjen, kdaj. No, res, da zelo paše v to ekipo, no, da ta njegov karakter, ki je dosti unikaten, pač se lepo usidral noter v to jedro in to pač odgovarja igralcem, ki so tam. Mora biti res taka posebna zmes karakterjev, da prideš do tazga učinka, ampak meni se ne zdi spet tako čez ligo toliko uporaben, sej spravite v play-off, ampak pol v play-offu pa ne vem. Tudi dosti naredi, sej oni so bili na robu finala takrat s Filadelfijo, če se ne motim. Ja, ampak to zato, ker so imeli pač res dobro ekipo tudi. Ja, no sej, ampak sej tudi v eno ekipo je Jimmy Butler dober pasul, točno zaradi tega, ker je versatilen igralec. Če v tisto ekipo daš Demar DeRozana, ali bo pasul isto temo. Ne, sam tako pravim, danes pa 31 letih, ko veš, da bo pač vse šlo praktično še navzdol ali pa se držali na istem nivoju, a je pač toliko vreden spet. Mislim, pač ne bi mu dal glih max kontrakta, ampak tam za 20-18 milijonov. Ja, sem to ne bo nikoli, mislim, on ima zdaj max. No, sej pravim, pač tega več ne bo dobil, ampak igralec je pač še zmeri v obrambi, ti bo še zmeri veliko dal, še zmeri ti bo znal veliko organizirati v napadu, še zmeri bo znal prodreti pa mid-range zadet. Sam je pa veliko poškodovan, to pa mi je malo čuden. Pa še on ima toliko problemov s poškodbami, je imel? Se zdi, da ne. Ja, ne, sem tako 48 tekem samo letos. No, dobro, 65. Ja, kar dosti jih je spustil, no. Tako majhna cifra spet. Dobro, sem se tukaj so bili tudi COVID protokoli pa take. Ja, ampak tudi prejšnje sezone ni imel spet toliko veliko odigranih. Lani 58, predlani 65. Ja, lani je bila itak polovična sezona. Ja, okej, sej, pa pol 65, en let prej, dobro, to je 17 spuščenih. Pol 59 eno leto prej, to je
23, pač ogromno tekem spuščenih. No, ni spet toliko velik igrov. Ja, se to niso bile nikoli poškodbe, to je bilo več ali manj skozi kakšno kreganje z GM-i ali pa kakšni nesporazumi. On je pač, to si omenil, njegov karakter ga je velikrat ločil od igre. Ne vem, iz kje izvirajo te odsotnosti, no, sam glede na recimo tudi prejšnjo leto spet ni bila tako kratka sezona za njih, ne? Oni so kar velik tekem v play-offu odigrali, tako da je mogel nekaj manjkati. V play-offu je pa nimam spominov. Ja, v play-offu je ziher igral. Sam je bil na koncu čisto strošen, kolikor se spomnim iz finale. Ja, dobro, tudi zaradi poškodbe, ne. Imel drugih, ne, Dragić je bi šel ven, ne. Ni igral. Ja, pa Adebayo sta bila poškodovana. Pa mislite, da bi bila neka debata tukaj. Mislim, da bi Miami to lahko zvlekel, če ne bi bila poškodovana Dragić pa Bam. Ja, mislim, da bi Miami lahko zmagal. Jaz mislim, da napeta serija. Jaz mislim bolj tako, no. Jaz realno tudi mislim, da ne bi mogel glih zmagati, bi pa bil pač nudil boljši odbor, no. Ja, definitivno bi bilo bolj zanimivo. V 6 tekem bi šlo pa. 6, mogoče 7, ampak. Ma 7 ne gre nikoli skoro. Najbolj manjko Adebayo, ker nisem imel drugega igralca, ki bi lahko pokril. Vse Adebayo neki je igral, on se je tako tretjo tekmo poškodoval ali nekaj tasga. Ne, on v finalu ni nič odigral. Je. Igral je Bam. Ne, meni se zdi, da ne. Meni se zdi pa, da je. To bi pa mogel prav pogledati. Ampak meni se zdi pač, v Lakersi so ta finale, pač, čeprav sem njihov fan, se mi zdi, da so tukaj več ali manj zmagali samo zaradi tega, ker Miami ni imel igralca, ki bi lahko Davisa pokril, ker sta ga mogla Kelly Olynyk kriti, pa Jimmy Butler ga je mogel kriti. Iguodala ga je nekaj malo kriv, kar mu tudi, sicer Iguodala je bil pa malo tudi na LeBronu, pač itak da switchal. Pač manjko jim je ta nek center oziroma malo definitivno, ki bi lahko pokrila Davisa takrat. Lakersi so pa itak igrali še z 2 centroma, običajno zmer v igri Davis, Howard, Davis, McGee, Howard, McGee in tukaj so Lakersi zdominirali Miami. Sej tukaj je po mojem danes tudi največja prednost Miamija pod košem. Ne vem, Bam Adebayo je po mojem kar daleč najboljši, mislim, daleč boljši od vseh, ki jih trenutno lahko Dallas brez. Sama pa Dallas veliko igralcev, ki jih pa lahko mena na Adebayo. Koga? Adebayo prevzel igro, pa da bo on prinesel zmago v Miami, se ne strinjam. Ja ne, pač dejansko lahko veliko da zraven, ne. Fanta, koga pa lahko? Jaz sem pogledal. Adebayo je igral 4 od 6 tekem, torej 6 tekem je že bilo, jaz sem to kar pozabil na nek način, ampak to pomeni, da dejansko ni toliko manjko. Ja, sem koliko minut je pa igral na tekmo? Ta zadnje 3 je igral 33, 38 pa 42, ta prva pa 21, tako da ni bilo tako, da bi se sam pokazal pa šel. Aha, no, pa vzimam nazaj svoje. Ampak mislim, se načeloma pa vsem si samo Adebayo, vse koga so pa še imeli od centrov. Ja, pač itak, sej danes tudi ekipe praktično ima ponavadi enega centra, pa pol 1-2-4, da probata igrati centra, pa se malo menjata. Tako, ima sploh še kakšen ekipa, New York ima recimo 2 klasična centra, ne vem, Mitchella pa Noela. Pa še to pride kaj je bil še včasih iz Chicaga, da je tudi v Oklahoma igral po Minnesoti, ta od Thibodeauja. Ljubljenček. To se pa ne bom spomnil zdaj. No, nima veze. Ampak ja, no, sej pač igra se dosti. Nima skoraj noben 2 centrov. Ja, Lakersi so lani srednji, mislim. Ja, so bili pač eni redkih od teh od ekip, ki imajo. Mogoče je pa lih to, zakaj so osvojili finale, mislim, prsta. Mogoče ne bi smeli ekipe se toliko odrekati tem centram. Ja, samo oni so imeli pač res dober talent, veš, Howard pa Davis, to sta ti praktično MVP-ja, mislim MVP talenta.
Aha, no. Okay, zdaj sem se že malo začutil, da si rekel, da je Howard MVP, ki ga prišli. Ne, MVP talenta, ne, pač vse ima vse to. Ne, pač ja, Howard vemo, da zna odigrati. On itak z Magic si je prišel v finale, če se ne motim, 2-9. On je, če bi jaz delal tako nek seznam perfect role playerjev, glede na to, kako on sprejel to svojo vlogo v tem, kar je on svetoven, pač reboundingu, kucanju, postavljanju pikov, pa bananah, a ne? In v tem je on pač zver. On lahko še 4 leta, po mojem, 4 leta lahko še on brez problema igra v ligi. Če bo delal sam to. Nič več. Ne, se njega itak njegova moč pa pač čista živalska atletika rešuje. Pač on je bil itak zmer toliko atlet. Ja, ampak ni, on ima tudi instinkta, ne, dober instinkt ima v obrambi. Za banane. Tudi od njega se pričakuje to, ne. Ja. Tudi od njega se pričakuje to, ne, da te stvari dela. Je, ampak on je po moje najboljši center, ki ga imaš lahko izklopi. Definitivno. A imaš lahko kakšnega boljšega v ligi? Je dejansko, da če gledamo tako, da je bil to včasih Rudy Gobert lahko pride. Ja, ampak dobro, to ni skupine. Od teh, ki prihajajo iz klopi, pravim. No, ja. Dejansko, če gledamo tako, da je bil včasih Howard, ne, prvih 5 gladko, v kjerikoli ekipi bi igral, bi bil first 5, zdaj pa pač glede na to, da je malo starejši, pa da je malo že ven iz te najboljše forme, je pa dejansko to res dober rol player, tako kot si ti rekel, ne, Cveto. Pač to je center menjava za prvega centra, ki si jo lahko samo želiš, ne. In ne, tako probam ugotoviti, obstaja kakšen boljši v ligi v tem trenutku. Po moje, da ne. Ni, zato po moje se kar vsi strinjamo, zato ker pač to je dejansko neka mešanica izkušenj, mešanica, kaj je on vse že čez dal v karieri in tukaj pač to šteje. Ja, pač, veš, ja, to šteje, stari, to na koncu šteje, sploh v tekmah v končnici. Mešanica česa je torej, dvakrat si naštel izkušnje, to damo v blender in potem dobimo Dwighta Howarda. Tako, izkušnje na kvadrat. Pa recimo atletika pa to nimate nad zraven. Ma nija, to se... Pa proporcije. Ma dober, itak človek je zver, človek je Spider-Man, kaj. Se je, veš, že takrat iz zelo stare, kaj je oblekel. Tisto je bil prej Superman, no, Spider-Man. Ja, pač Superman. Meni te superheroji ne grejo, se veš, no, nikoli nisem to imel pod nadzorom, ampak ja, v glavnem, že takrat je pokazal, kam cilja, ne, kam cilja. Ja. Kje mu je mesto? Imam jaz za vaju eno vprašanje, čistko. No, daj, če bi bil Dallas popoln, pa in Miami popoln, se pravi, brez poškodb, vse gor dol, če bi se srečali oni v play-offu. Se pravi v finalu. Razen v finalu, ampak čistko, kdo mislite, da bi zmagal v seriji? Pač to je star power, pač v play-offu več ali manj kar naredijo star power, to pač vidimo čisto vsak let skoraj. Ja, sam lani Miami ni imel neki zelo. Ja, pa ni zmagal. Zmagal je star power. So pa prišli v finale. Ja, ampak... Tam pa oni so premagali Milwaukee, ki je imel veliko večji star power. Premagali so Boston, ki je imel veliko večji star power. Ja, okej, ampak kdo ultimativno zmaga? Pizda, jaz se ne bi tle strinjal, majke mi. Ja. V play-offu je tako, ful je pomemben, koliko si ti ekipa, pač, koliko ti dejansko, pač, če predpostavljamo, da bi se srečala, bi se mogla srečati v finalu, je res, pač, ker sta vzhod-zahod. Pomemben je najboljši igralec na terenu. Kaj pa, ko se je on, dobro, se si predpostavil, da je... Poglej vsa zadnja leta. Najboljši igralec na terenu LeBron James. Najboljši igralec na terenu Kawhi Leonard, ker se je poškodoval Durant.
najboljši igralec na terenu Durant, najboljši igralec pred tem LeBron, najboljši igralec eno leto pred tem LeBron, ampak ni imel enake pomoči, kot so imeli oni, zato ker so bile pač poškodbe. Ne? Kaj pa praviš na prstane od Detroita? Ja, pa kje je to? Koliko časa je to nazaj? A veš, pač tako ti pravim, da prideš do tega, kjer je neka anomalija, rabiš iti orang nazaj. A veš, ni... Fanta, znaš, ko mi je to opisal? Porš, mi dva sva realno tle v tem primeru košarkarska romantika. Prisegava na team spirit, na borbo, na ekipo. Cveto je pa pač realen. Pač zvezde ti na koncu vzamejo žogo, kaj je gusto in ti jo puknejo iz 9-10 metrov in ti jo zadanejo. Pa ne rabiš sploh iz tam metati. Pa dobro, to ti tako govorim, sam pike, ja. Ampak to na konc šteje sam kdo da več pikne, a ni res? Ja, ampak kdo jih manj dobi? Ja, to je tudi res, ampak kam prednostno vključuješ star powerje, a v napad ali v obrambo? V napad, ampak morajo imeti vsaj malenkost v obrambi, da so na takem nivoju. To je res, ampak kaj je pa rekel za Dončića? Ima malenkost v obrambi, on ne igra meni slabe obrambe. On igra meni slabo, 1-1 igra meni on zelo v redu obrambo, solidno obrambo. Ekipno mi pa ne igra dobre obrambe, zato ker se mi zdi, da tudi z glavo malo počiva tiščasno. Ali pa da išče neke take flashy easy playe, recimo ukradene žoge pri kakšnih podajah, ker tako dobro bere igro. Ampak vse tudi ne more biti enakomerno napad obramba skoraj nikoli. Jaz mislim, da redko kjer igralci bi zmožili. Ja, ne, pač recimo tudi Kawhi Leonard vidimo z večjim vlogam v napadu, ni več v obrambi taka zver celo tekmo, kakor je bil San Antonio, na primer. Je bil, ampak je pa še vedno, ko rab biti, vklop tisto stikalo in postane to, kar je, deklo, in ti strga žogo z eno roko in gre v protinapad in vrže na poster pol ekipe. Ne, dejansko, ampak jaz tle za Lukata, recimo v primeru Lukata, sam mislim, da je on za obrambo bi mogel mogoče za ene stopno, 2 bolj spremiti. Po mojem, sam bolj mora biti v glavi pri stvari, da ga to omejuje. Pa tudi tako je, oni bojo v vsakem primeru mogli graditi ekipo okrog njega. In kaj boš delal, ko boš prvo, kar boš gradil okrog njega, ekipo boš rekel, kdo mi bo dal trojke, kdo mi bo igral pick and roll, pa kdo mi bo igral obrambo. In boš probal pač vse. Naprej bodo tle iskali obrambo. Zdaj isko boš obrambo, pa trojke v paketu, pa pick and roll partnerja, ki bo še shot blocker. In tukaj je zaključ zgodba pri teh igralcih, a ne okrog njega. In zato ti lahko okrog njega sestaviš zelo dobro ekipo. Vemo Boston, kaj je delal z Isaiah Thomasom kot playem. A veš, kaj si njemu lahko počel v napadu, pač kar si hotel. Zato pa je Boston pač zgubil, ker ni tega star powerja in mislim, zmanjka na koncu. Ne, se tle, da si bomo nejasno, vse kredite Luki, na vseh nivojih igre, kaj on kaže, sploh pri teh letih, ampak dejansko jaz kot pač ljubitelj najprej slovenske košarke, pa pol itak evropske, pa pol še NBA, jaz pač mislim tako, da vsi mi, ki gledamo Lukata, iščemo neke možne izboljšave, ki jih pa po moje ta fant itak ne rab, ker je že to, kar je pri teh letih, kar kaže, je pač nerealen, ampak ja, vedno hočemo boljš. Tako, ampak to smo Slovenci, ampak to stari, kar mi imamo. Nismo sam Slovenci, to smo vsi. Ker se vsi malo naveličamo. Tudi navadaš se na to njegovo igro. In pač razvada, sam, jaz pravim tako, Slovenci smo še posebej, kar se tiče športa, ko imamo uspehe v športu, smo še
smo res zajebani, no? Smo res zahtevni, res neki pričakujemo kar skozi neke konstantno nerealne cifre, kar naenkrat ni več dosti, če da, ne vem, 20 točk, pa ne vem, 5 skokov, pa 6 asistenc, je kar slabo, a veš, v tem smislu, a ne, pač dejansko pričakuje se kdaj preveč od njega, ampak ne ve, zdajle, ko prihajajo te tekme, ko so tele tekme za play-off, pa v play-offu, če bojo igrali, kar srčno upam, da bojo, pa tudi bom navil za njih, res upam, da se on pokaže pač kukar killer, ne, kukar je že lani pokazal dejansko v play-offu proti Clippersom, dejansko nosil ekipo, ne. Ja, in to res upam. Tudi edina zmaga, ne. Dobro, ampak, a veš, proti taki ekipi, kukar so bili Clippersi lani, zmagati. Ja, Clippersi od lani, ne vem, če imajo take renome po blamaži proti Denverju. Ja. Dobro, ampak bila je najprej tekma proti Dallasu. Pandemic P, predvsem potem si bomo zapomnili lansko bubble sezono, po mojem. No. Gospod George je razturil, ja. Tako da zato tudi po moje Luka ne bo dobil nekih velikih točk za tisto zmago proti Clippersom, ker bojo vsi vedeli, kako je ta ekipa ven izpadla, ker je to po mojem bolj znano tudi, kot je celo tista step back trojka za zmago, ampak zmaga je zmaga. Ne? To res. Tudi meni je v končni fazi dosti vseeno, on meče šute za zmago, ali se pač zmaga odloči 10 minut prej. Jaz veliko več pomena dam takim zmagam v play-offu, kjer ti zdominiraš, kot pa če mi na koncu čez roko vržeš, ampak je pa to bolj zanimivo. Bolj efektivno. Ja, definitivno. Mislim, če nisi nek fan, ogromen, ti je veliko bolj zanimivo gledati tekme, ki se na koncu odločajo. Logično. Ja, kaj pa na drugi strani, kaj pa drugo stran mislite? Ta Miami. Ja. Ne vem, meni oni sploh niso všeč. Mislim, tako, niso mi všeč, da v tej meri, da jaz njih nikoli ne vidim čisto nič usvojiti. No. Oni imajo igralce, ki so čisto na drugih časovnicah. No. Zdaj, ok, Bam počasi stopa v te velike čevlje in začenja kazati res dobre igre, ampak vseeno je še malo prekmalo za njega. On rab še 2 sezoni, da bo čist nekako udoben v tej svoji novi koži. Jimmy takrat, ne vem, kaj bo z njim, Goran čez 2 leti, 3 leta definitivno ne bo več igral po moje NBA košarke, če sploh še bo igral košarko. Sej kaj, Duncan Robinson, ok, mislim, super šuter, ampak tam se počasi zaključi vse skupaj. Pa kaj imaš še sploh? Tyler Hero, no, pač, ja, ok, super, ampak roko na srce, on zvezda ne bo v tej ligi. Pa Kendrick Nunn. Pa zdaj imaš Viktor Oladipa. Nunn tudi ne, Oladipo pa če se premaja, veš, koliko igra, pa koliko ne igra. Mislim, ja, jaz tudi pač prvoščem jim še en tak rang, kot so ga Melani, ampak tudi se mi zdi, da je to letošnja situacija na vzhodu, če pa se to zgodi, pa ne vem, je Miami najboljša ekipa vseh časov, pa če letos pridejo čez tale vzhod, pol pa ne vem, Brooklyn, Philadelphia, Milwaukee, pa s temi ekipami, z 2 od 3 bi se ziher mogli srečati. Jaz se z Milwaukeeom, če bi se zdaj play-off začel, bi se z Milwaukeeom v prvi rundi srečal. Ja, in bi lepo Milwaukee ne vzel metle, ampak bi naredil gentleman sweep 4-1 in bi pač zaključil. Mislim, jaz ne vem, jaz ne vidim drugače druge rešitve pri njih, kot first round exit. Edin, če proti New Yorku igrajo. Ja, bolj težko. Če padejo na 7. mesto, pa da pa iz play-ina prelezejo ven. Ja, ne, sej zale New York 4, veš.
Ja, no, sem so 3 tekme v zadnji za Milwaukee. Ja, ampak če so četrti igrajo potem s petim, torej bi mogla potencialno bi mogel Miami sam izritniti Ja, bi mogel Atlanto, iti Miami, Atlanta. s katero sta pa praktično izenačena, če Miami zmaga tisto zaostalo tekmo. A ne? Tako da, če igrajo proti New Yorku, po mojem, oni New York ven vržejo. Ja, Miami ima še 2 tekmi proti Bostonu, eno proti Filadelfiji, eno danes Dallas, pa jutri Minnesota, pa še tisto tekmo, kaj manjka. Oni bodo, po mojem, 4 tekme bodo z jih izgubili od teh 6-7 tekem. Kaj pa veš, mogoče pa... Ja, ne veš nikoli. Da zgurajo, pa so na koncu četrti pa peti, pa pol pridejo v drugo rundo, v drugi rundi pa kaj? Kaj jih čaka, Filadelfija? Ja. Ali pa Brooklyn, vprašanje. Zdaj, če bo Filadelfija zborbala, ima tudi Embiid, po mojem, malo večje šanse za MVP-ja, če bojo prvi na vzhodu. Tudi to mogoče ena povezava. Ne, če dobijo New York, pa se srečajo z Milwaukeejem v drugi rundi. Ne, če bi bili četrti pa peti, pa se sreča četrti, se sreča s prvim v polfinalu konference. Torej, če bi bila prva Filadelfija, potem s Filadelfijo. Če bo prvi Brooklyn, s Brooklynom. Če bo prvi Milwaukee, kar praktično ne bo, pa Milwaukee. Tako da, ja, ne vem, zanimivo. Zdaj, tako, Jure. Ja, reči. A kaj spremljaš Washington? Ja, spremljam. Dejansko ne veliko, ampak vem za enega gospoda, ki se je prerodil v zadnjih parih tekmah. Ja, to je gospod Fanta, Russell. a vam je kaj znana številka 24? Ja. Kobe, ampak to ni bil Kobe, to je bilo 24 asistenc. Kaj? Je bil sodnik? Kje pa smo? Pa je dobil asistenco za podajanje žoga igralcu, da je dal igro. Ne vem. 24. Pa to ne... Potres, res. To ne zbere LeBron James v 3 tekmah. Ja, res je. Ja, res je. Res je. Ne, se Westbrook je bil itak vedno znan, da zna hitro nafilati statistiko. Noro, Westbrook je nazaj, evo. Jaz sem all in na Washingtonu. Washington gre v finale. Veliko prej kot Miami. Dober, da si dal prepoved na stavah, majke. Ja. No, v glavnem, ja, Washington, Westbrook zdaj trenutno je res rastura v ligi. Mislim, da sem gledal nekaj komentarjev, da ga uvrščajo kot drugega najboljšega playa vseh časov, takoj za Magic Johnson. Kjer je pa prvi? Magic Johnson. Kaj pa ta debata Westbrook-Curry? Ja, tle je pa Curry, mislim, Curry, če ne drugega je spredi. Samo on ni tak pure point guard, da veš ono, ki si zamisliš enega, ki ti asistira, pa tako. On je balunka, uletava iz blokov, pa pol nekaj naredi iz tega. Ja, drugi njemu asistira. Pač odvisno nekako gledaš point guard pozicijo. Ja. Ampak on brez Draymond Greena, on ni Steph Curry. To se glih ne bi strinjal, ampak... V zgodovino on ne gre kot Steph Curry brez Draymond Greena. Pa lahko za marsikjerga igralca reče, da ne more iti v zgodovino. Po mojem, on en najbolj nesamostojnih igralcev v tem pogledu. Ne, to se pa sploh ne strinjam s tabo. Po mojem pa. Ma tip si naredi sam prostor, kadar hoče. Ja, ok, ampak kako je pa prišel do te samozavesti za to? Skozi igro, ki jo je v veliki meri Draymond Green ustvarjal. Ampak se ti na pozicijo Draymond Greena lahko daš marsikjerga igralca. Nobenega igralca, noben nima tazga pregleda nad igro. LeBron Jamesa lahko daš. Ja, pa Jokića. Ja, pa Jokića, pa kje pa so taki igralci? Ja, no, pa velikih najdeš, dosti ljudi ima dober pregled, sam ki nimajo toliko žoge v rokah. Draymond Green je pač tukaj... On je generacijski talent glede same igre. On je lahko prvi play na kjerikoli ekipi v NBA-ju.
To zihar, ampak sej ti za Curryja ne rabiš imeti prvi najboljšega igralca s takim pregledom. Ti rabiš samo nekoga, ki bo pripravljen držati žogo, pa jo dati takrat, ko mora. Vem, sam brez Stefa, po mojem, mislim, brez Draymonda ni don Stefa. Je drugačen Stef. Ne po moje toliko samozavesten, kakor je. To se ne strinjam glih najbolj s tabo, ampak mu pa dam jaz tako gledam na to. Eni drugač, se to ni nič narobe. Razumem, iz kje prihaja žon, ampak pač, Curry bo šel v zgodovino kot eden najboljših šuterjev, če ne najboljši šuter. Ja, zihar, sej tukaj ni nobene debate, ampak sej en najboljših šuterjev pa en najboljših igralcev, vemo recimo Steve Kerr, lep primer, ki je po mojem še najbolj oddaljen od teh, ker Ray Allen, kljub temu, da je en najboljših šuterjev, lahko tudi govorimo, da je en izmed boljših igralcev, ki so v zgodovini obul košarkarske čevlje. Tako da Steve Kerr, pa ki gre v zgodovino kot procentualno najboljši igralec z metom za te, je pa, a veš, tako ta dinamika, da šuter bi bil še vedno izjemen, v to ne dvomam, ampak a bi bil toliko izjemen s tako samozavestjo off the dribble, da bi tako lepo iz blokov prihajal, pa tako, ker se mi zdi, da v tej meri mu je pa Draymond delal zelo veliko uslugo, no? Da mu je mogoče pokazal en del igre, ki brez njega ga verjetno mogoče ne bi odkril v tej meri. Od marsikirega igralca se pač lahko veliko naučiš, sej pač. Mislim, vsaka legenda košarke je rabil imeti enega igralca zraven. Ja, sej to mogoče, veš, da se tudi malo navezujem na to, zakaj se Kobeju ne daje toliko zaslug za to, da je bil toliko dober. Zato, ker je bil kopija, ker je bil produkt Michael Jordana, mislim, kopija, kakorkoli bi rekel, veš, in zato, ker ne dajemo njemu toliko velikih zaslug za tako igro, kot jo je imel, zato, ker jo je vzel. Skopiral od Jordana, ja. In na isto pač en del igre, da recimo ga ne bi imel brez Draymond Greena. Tako na isto noto, ampak v zmanjšanem obsegu. Veš, zaradi tega mu jaz mogoče zgodovinsko ne dajem toliko velike vloge, ampak se vas zavedam, da je najboljših igralcev definitivno na playu, ampak mogoče pač ga ne bi toliko visok pomaknil na tisti lestvici, bi dal komu drugmu prednost. Ne, dobro, če gledaš, pač ti kot igralca za pozicijo playa, pač med top 10 verjetno pride, ne bo pa prišel zdaj med najboljše. Mislim, na playu... Top 5 bo po moje na koncu. No ja, okej. Če bo tako nadaljeval, čeprav po njemu... Spet je odvisno, kaj ti iščeš na playu, razen MVP sezon, a smo imeli mi drugače kakšne dobre take sezone od njega, eksplozivne sezone, razen tistih 2 MVP sezon. Ja, letošnja sezona. Ja, letošnja je petarda. Ampak tako, on je že dolgo v ligi, a veš, ni prišel včeraj v ligo. No ja, sem se tako tudi ti si že rekel, on je veliki tudi igral v senci Monte Ellisa, pa pol je začel, ko je Monte Ellis šel ven iz Golden State, se je šele pokazal za talenta, kakršen je. Ja, pa itak v senci KD-ja. No, ne vem, koliko senci, ampak ja. S KD-jem sta bila dober tima, ne? Ja, sam, kdo je pa prinesel naslov? Ja, dobro, takrat so bili 3, se meni zdi, no. Green, KD pa Curry, so bili kar tako. Ja, pa tudi Thompson. Jaz bi pred Greenom Thompsonu zaslugal. Ne, to sem mislil, Thompsona, ja, sorry. Te 3 so mi bili tako, no, da so bili kar tako, da so se nekako povezali in to je tako, pač, to je pogoj za en uspeh ekipe, da se pač nekako 2, 3 igralci povežejo in da se pol gre do konca. Mislim, jaz bi tukaj mogoče prej Curryju zasluge, da je pač sprejel Duranta, kakor ga je sprejel, pa da mu je pustil, da Durant igra svojo igro. Ja, pa se Durant je tudi njem pustil. No ja, sej, ampak glih zato, ker so bili taki karakteri. Durant je bil že, tudi v Oklahomi je bil žival, pa so izgubili proti Golden Stateu, pa izpadala.
Ja, takrat je bil tudi on malenkost kriv, no, njegove predstave v tistih tekmah so bile zelo slabe. Mislim, vsaj v teh klač momentih ni dobro izgledalo. Glih zato hočem reči, da ne pripisujem zdaj celega prstana oziroma 2 prstanov samo Durantu, zakaj je prišel Golden State prstan. Ja, sam jaz pa po večini jih, brez njega po moje ne bi osvojil. Pa to je brez veze tako gledati, mislim po moje, no, dejansko tudi gledaš tako, da dejansko je ekipni šport basket. Dejansko mora prijeti, Durant je prišel v Golden State je imel neko jedro ekipe, ki so že prej zmagovali, Durant je rabil ta prstan. Ja, ne, da so zmagovali Golden State. Ja, bili so serijski zmagovalci, ja, podarili so rekord, tako, bili so serijski zmagovalci in Durant se je mogel v končni fazi se je mogel podrediti ekipi, ekipa ga je mogla sprejeti in dejansko so tukaj po moje tudi stav dober posel naredil, da so povezali nekako te igralce, te zvezdnike in da so na koncu na igrišču zgledali tako, kot so. Da so pač zmagali na koncu. Tukaj dam jaz največ točk Curryju pa Thompsonu, ker sta pač taka karakterja, ki spremeta vse. Mislite drugač, da je bil to zadnji poskus ekipe oziroma zadnji napad ekipe na rekord? Mislim, da če ima še kakšna ekipa možnost. Da se bo to sploh še kdaj zgodilo, glede na to, koliko imamo zdaj že tega load managementa in teh zadev. Tisto leto se je mogoče ekipa tudi s tem malo zmanjšala možnosti v play-offu, in pa vemo, kaj se je zgodilo tudi na račun kakšne poškodbe mogoče, ampak tako, da zaradi tega več noben sploh ne bo napadal tega rekorda. Zmagi in porazov. Po mojem spet odvisno, kakšne igralce boš imel. Če boš sestavil ekipo, ki bo stav, pa ki bodo igralci taki, ki si bodo želeli podreti ta rekord, da bo pač nekomu stopil v glavo, da hoče imeti ta rekord, da noče, da ga ima Golden State, naprimer, pa se zna podreti. Ampak tako, da bi pa zdaj s tem load managementom, pa to, kar si omenil, to pa mislim, da veš, kaj se meni zdi, da se bo to ekipa spravila delati samo, če bojo tako 3 leta zapored ali v finalu ali naslov dobili in da bojo hoteli se zacementirati kot najboljša ekipa v zgodovini. No, to sem hotel, da boš sestavil tako ekipo, ki bo res hotla podreti ta rekord, ne pa da ga bodo še. Ja, pa tudi situacija v ligi mora biti dosti ugodna, da nimaš spet kakšnih toliko močnih nasprotnikov, da se ti ne zgodi, hitro se zgodi par porazov, 10 jih ni problem zbrati. Ja, sej. Ampak, mislim, če pa gledaš iz vidika, pa če je to dobro za košarko, po mojem je. Meni se je pa takrat košarka kar malo zamerila. Veš kaj? Je bil Golden State tako dober, ker pač dejansko ni bilo zanimivo več zagledati, ker tako si vedel, da bo Golden State zmagal. Predolgo je trajal, to je bilo res, ampak everybody loves a villain. No. Pa everybody loves a hero. Ta prvo leto si hero, ta drugo leto si villain in pol mora zadeva razpadati, drugače se že naveličamo. No, se to je. To. Tako da, po mojem bo ta rekord še kar nekaj časa, zihe je 50 let preden ga bo kdorkoli. 50 let? No ja. Jaz pa ne verjamem, po mojem pa 10. Mislim, zdaj tako, da ga bo ekipa napadala, ta rekord. Ja. Z Dončićem na čelu. Ne, Dončić po mojem ne. Po mojem ima on preveč rad življenje, da bi si tudi kakšno tekmo pauzico raje vzel, da bo imel tisti rekord. Ja, mogoče, če dobiš 4 igralce, ki bodo vsi imeli Mamba mentality. Kaj, Vlatko Čančević, Dončić, Goran Dragić, pa Jokića. Milić pride iz penzije nazaj. Ja, ampak kaj sem hotel prej reči, take stvari se morajo zgoditi, take stvari se pač morajo ekipi poklopiti na igrišču. Teh stvari se preprosto ne da napovedati, ne da se jih, ne vem, reči, zdaj pa to sezono gremo pa na rekord.
Sej po resnici povedan, ne bo več pogojev, da pride taka ekipa ven. Takrat so v bistvu zafrknali te MBPA, ta ali kakorkoli se že imenuje, no, ta asociacija, Players Association. Oni so takrat toliko pritiskali na klube, da so si potem pri tistem lockoutu, takrat, ko se je nov CBA podpisoval, si zagarantirali, da bo šlo na 50-50, takrat se mi zdi, da glede pravic ali glede samih dohodkov, kakorkoli že. In je mogel cap poskočiti in je takrat cap poskočil tako, da so si praktično vse ekipe lahko privoščile maksimalno pogodbo še zraven. In zaradi tega je sploh Kevin Durant lahko šel v Golden State in naredili so tako ekipo, ki jo je do takrat naredil samo Chicago, zaradi tega, ker so dobili na smešno pogodbo takrat za 7 let. Pipna, no. In kjera ekipa ti je pa misliš, da bi zmagala, če bi bili v finalu? Golden State ali tista ekipa Dream Team od Bulls? Golden State. Ne moreš jih braniti. Ne moreš jih braniti. Sploh s talentom, ki si ga imel zgoraj. Ne moreš. En kot dvojko, trojko. Kdo bo? Na komu se boš skrival, mislim. A veš? Mislim, vse takrat se niso tako skrivala, ne? Vse takrat so bili vsi igralci, so mogli igrati in napati in obrambo. Ja, vem, ampak pač, kdo bo pa kriv to? Ja, sej, pač vse imaš v ekipi. To bi rabo all NBA defensive player je bi rabo za tako ekipo. Mislim, pač to do teh fenomenalnih ekip pride samo takrat, ko se zgodi pogodbeno neka čista... Neka anomalija. Kakor se je s tem cap spaceom zgodil, pa se je takrat spipena pogodba, ki je ful kratka. V glavnem, zelo smo odtavali, ampak jaz sem se že prej hotel navezati na Washington. Veš kaj, zanj sem videl en posnetek Rui Hachimure, ki je v bistvu v tranziciji šel na zabijanje in mi je zadeva izgledala praktično identična kot zabijanja Scottie Pippena. In potem sem pomislil, a se je mogoče v Washingtonu na novo naredil Chicago iz tistih zmagovitih let. Ker, če tako pogledaš, počakaj moment. Kdaj je Jordan začel osvajati? Dost pozno. Ne, takoj. Dost pozno. Ok, Jordan je Bradley Beal. Scottie Pippen je Rui Hachimura, kakor se smešno sliši. Ampak, pač recimo, da je. Pa imaš pa kar še Westbrooka zraven, pa kar enih komplementarne igralce, Bertans recimo, Audija naslednje let, ko bo spet zdrav, Daniel Gafford, všeč mi je že bil v Chicago, pa ki je prišel v Washington, sem mu pa končno še minute dal, zdaj pa je fenomenalen. Tako. Mislim, po statistiki... A vidiš mojo vizijo? Po statistiki mogoče, po igralcih pa po igri. Kako pa zdaj igrajo, ne vem. Se še zdaj ne igrajo neki zelo... Dobro igrajo, poglej si jih. Dobro je za pogledati. Lepo glej, Luka, lepo glej. Ne, dobro je za pogledati. Washington se splača gledati. Ena ljubših ekip z moje strani za pogledati v zadnjem času. No? Ti si tak na Washington si že od začetka sezone neki napaden, sam zaradi Westbrooka. Jaz vidim vizijo. Tukaj so se vzema malo z rezerve. Pač ne z rezervo, pa vzemati v play-offu, ko bo Jason Tatum pogorel proti njemu. Ja, bomo videli. Jaz upam, da se bodo res srečali v play-offu, pa da vidimo.
ko mi čakam ta podcast po tem play-offu. Ne, sej jaz bi bolj obrnil na Browna, sej veš, da imam jaz rešitev v žepu. Ampak Zagorel bo. Všeč mi je Washington. Kaj pa vama? Zdaj zadnjih 10 tekem so 8-2, očitno so neki pogruntali, sicer so še zmer 30-35 na 10. mestu. Nima veze, oni bojo prišli na 8. mesto, zapiš si. Na 8. mestu bojo oni. Čist možno, eno tekmo so v zadnji za Horneci, da dejansko imajo možnost, dobro igrajo, neki so se neki popravili od, kar je na začetku sezone kazali slabo. Vidim prvoščam, da pridejo v play-offu, sam da bi pa zdaj ne vem kakšne, čeprav lahko pa znajo ponoviti zgodbo Miamija od lani. Najdel so svoj ritem. Kakšen Miami? V Miamiju ni bilo star powerja, to je bila fora Miamija. Tukaj pa je, tukaj imaš Westbrooka, Bradleyja, Billa, pa to so imena. Ja. Rui, mogoče naslednji Pippen, nikoli ne vemo, ampak mogoče pa takrat v pokojitvi. Jaz sem prvoščam. Mogoče MJ pustil nekaj v pokojitvi. V Washingtonu in da je zdaj Bradley to najdel. Mogoče to je odkopu, ja. Odkopu, ja. Filmu Like Mike, ali kaj je že bil, ki je dal gor čevle in tam mal. Pa je pa v NBA-ju igral, če se spomnite. Ja, vse. No, mogoče so pa kakšni štumfi ali pa kaj tazga, da je pustil za Bradleyja, pa da je zdaj le stopil v tole. Ko pa veš. Teorije zarote, samo na škatli podcastu. Se pravi, hočeš napovedati že zdaj, da Washington dvigne prstan letos, oziroma dvigne pokal? Ne, ker tudi vemo, da Jordan ni bil v play-offih 100%. Če bojo prišli v finale, bojo pa zmagali. To si pa zapiš. Ampak ne bojo prišli do finala. Tukaj se zatakne vse skup. Se pravi, če je Dallas... No, dajte mi povedati. Ne, čeprav se je samo še eno vprašanje. Čeprav, če je Dallas premagal Washington za eno piko, pol napoveduješ finale Dallas, Washington in to je to. A podpišeš to? Če bi se to zgodilo... A to podpišeš? Ja, ampak po moje Dallas to zgubi. Ja, ne, čist realno gledano, po moje Dallas zgubi ta finale. Po mojem, dosti hiter, po mojem 5 tekem, 4-1, ampak je tazga. To je pa different level, po moje, ko bi Westbrook prišel na tisto finale, ne vem, nogavice bi se jim tresle, ne noge, nogavice. Pa ta Westbrook, pa ti, kaj je, ti še ga na roko meče, sem nekaj. Ne, jaz ti sam pa vem, kako je. A si že videl kakšnega igralca, ki bo še 4. sezono averagel triple-double? On, če ima vse naslednje tekme, nič točk, nič asistenc, pa nič skokov, bo averagel triple-double. Kje si to še videl v zgodovini? Glede statistike je Westbrook daleč predvsem. Dober je on v vseh pogledih, sam rabaš ga v pravo okolje dati. Ne, pa zdaj, ko gledam njegovo statistiko, to je... Se ti kar smeje. Boš še ti ta rokomet začel izvajati, ali kako? Bom premislil, če se ti pridružim, tako, ja. Ne, dejansko pač sej pač igralc je, ne vem, NA, ampak ne vem, mene pa glih to, ko me ni nikoli prepričal v končnici. To me skrbi pri njemu, ne. Se nikoli ni imel take priložnosti sploh. Ja, imel je takrat z Durantom z Oklahoma. Ja, z Oklahoma. Ja, kako? Ni bil on. No, kako pa on ni imel nikoli priložnosti? Violina. Smo pa tebe dobili. Ja, imel je on dost, pa z Oklahoma imel on dobro ekipo, imel je on Duranta, imel je... Sam takrat se je pričakovalo od Duranta, da bo zadev, ko bo treba, pa ni. Od njega si vedel, kaj pričakovati. Od njega si vedel, da če bo zadev bo, če ne bo, ne bo. Od Duranta si pa pričakoval, da bo. No, preden kam bolj zaplavamo, imate še kakšne zadnje besede za povedati glede Miamija pa Dallasa?
Jaz te rečem, veš kaj, najprej sem hotel reči Miami, zdaj rečem pa, da bo Dallas zmagal. Zato, ker grem na Star Power, Dallas bo zmagal za 3 pike. Jure? Jaz bi rekel tako, po vsem tem našem pogovoru, bi rekel, upam, da bo ena zanimiva tekma, ampak dejansko se bolj nagibam na stran Dallasa. Čeprav, Luka, si me v tem pogovoru kar prepričal, mogoče malo za Miami, mogoče sem malo začel razmišljati, da vsem so bolj kolektivna ekipa, vsem bolj igrajo kolektivno, ampak mislim, da v tej situaciji... Ne, itak, to si mi ga podžinkal, že takoj, ampak ne, v tej situaciji res mislim, da je mogoče Dallas, sploh glede na to, da so zadnjo tekmo izgubili proti Kingsom, ki si ne bi smel privoščiti tega, da so mogoče malo bolj pod pritiskom, glede na to, da so izenačeni s Portlandom pa z Lakersi, na lestvici, tako da dejansko proti Kingsom, meni se zdi, da brez Foxa. Ja, kaj bi poškodovan. Hilt je bil glavni igralec, kakor jaz vem. No, jaz pa rečem Miami za 10 točk. Ok, dobro. Jure, bi za zaključek koga shout-outov? Imaš kakšno sporočilo še za poslušalce? Pa ne vem, shout-outov bi jaz kar oba, kot smo pač dejansko danes tudi v temu podcastu povedali, bi mogoče rekel, da dejansko ste en dober tim, tudi z to našo podporo okoliša, pač tlemu, kam živimo, tle, ki smo odraščali, v Dravljah, tle, ki igramo košarko, zakaj ste se sploh začela zanimati za ta šport, dejansko imate vso našo podporo in upam, da v bistvu te meje, vajne, te želje in to presežejo in da dvignete ta podcast, to podcast kulturo v Sloveniji, mogoče na en malo višji nivo, se je že kar nekaj enih podcast grup, pa to smo že zasledili, ampak dejansko do vaju gojim ena posebna čustva, saj pač ne rabimo pač razlagati zakaj. Res vam privoščam vse naj. Hvala vam še enkrat za povabilo, pa se vidimo mogoče, mislim, zagotovo se vidimo na igrišču, pa potem na pivu, Ja, obvezno, ta drugi del sploh. Hvala za te lepe besede. Luka, kaj boš ti povedal za zaključek? Jaz bom pa povedal, da pokomentirajte, za koga vi navijate danes, oziroma ste navijali, kaj ste vi pričakovali od te tekme. Kako ste vi gledali to tekmo, če ste jo spremljali, pa še kakšno vaše mnenje o Miami pa Dallasu v play-off. Jaz bi za zaključek omenil en review, ki je prišel na Apple podcast. Tako, eno očitno dosti sočustvuje s tabo, Luka. Donama je sicer 3 zvezdice, ampak nič za to. Luka zdrži. S to mislijo bi jaz zaključil ta podcast. Hvala lepa Heraksu za ta komentar. Hvala za podporo, bom probal stisniti zobe. Ne, nismo čakali replike, ampak hvala lepa za poslušanje in se slišimo naslednjič v soboto. Hvala vam, ajde, čau.